Atopijski dermatitis je pogosta kronična kožna bolezen, ki se največkrat pojavi že v otroštvu. V 90% primerov se začne že pred 5. letom starosti, ponavadi okoli 5. meseca. Bolezen ni nalezljiva, pogostejša je v razvitih državah in na urbanih področjih. Zanjo pa je značilno izmenjevanje obdobij poslabšanj in izboljšanj. Blage oblike lahko spontano izzvenijo v nekaj letih. Možne pa so tudi dolgotrajne oblike s pogostimi poslabšanji, ki se nadaljujejo tudi v odraslo dobo. Zdravila, ki bi atopijski dermatitis popolnoma pozdravilo, še ne poznamo. Obstaja pa veliko ukrepov, s katerimi lahko močno ublažimo simptome in izboljšamo kakovost življenja. Pogovarjali smo se s Špelo Novak, predsednico in ustanoviteljico društva Atopijski dermatitis. Atopijski dermatitis je močno srbeča kožna kronična bolezen. To pomeni, da se v bistvu ponavlja, da prihaja nekako v valovih, malo boljš pa malo slabš. So pa oblike v bistvu lahko različne, od tega, da je zelo suho, razpokano, spraskano, lahko so tudi take bunkice ali pa zadebeljena koža, ki je mogoče tako malo topla na otip, včasih tudi kakšna prozorna tekočina ven teče, skratka stanje več različnih. Se pa običajno na začetku, kakor imamo starši izkušnje, ko so otroci še zelo majhni, nekako tisti spuščaji neki rdeči bridejo in potem ne glede na to, kaj narediš, kar nočijo jeti. Tako da to bi bil zelo tak zdaj splošen opis, kako se prvič nekako s tem srečamo. Se pravi, vse, kar doma nekako znamo narediti, ni dovolj. Potem se pa seveda lotimo v naslednjem koraku bolj podrobno raziskovati, kaj to sploh je. Kako bi opisali življenje s to boleznijo? Moja prva besedna zveza bi bila nočna mora. Zdi se mi, da pač ljudje ob prvem, ko se sliši dermatitis, tako zelo enostavno to jemljejo, ampak v bistvu je to za nas in za mnoge druge seveda tudi način življenja. Se pravi, mi smo morali vsak vidik življenja, ki si ga lahko predstavljate, spremeniti, zato da smo lahko vsaj približno zaživeli neko kvaliteto življenja. Govorimo o vseh nivojih, od spanja do prehrane, do oblačil, do tega, ki se zadržujemo, kaj počnemo, vse, kar si pač lahko predstavljate. Tako da, način življenja, no. Kaj so po vašem mnenju največji izzivi pacientov z atopijskim dermatitisom? Meni se zdi, da otroci, sploh tisti, ki imajo že od začetka, nekako je to prvi spomin, ki ga imajo in so navajeni tega življenja, potem šele v vrtcu oziroma v šoli izvejo, da v bistvu je to nekaj drugačnega, se pravi, da nimajo vsi tovrstnih izzivov. Drugače pa, ne vem, recimo v vrtcu morajo sedeti sami za svojo mizo, mnogi se jih ne upajo dotakniti, ker imajo občutek, da je to nalezljiva bolezen, ki pač to ni. Tako da to neko distanco ali pa mogoče strah, nepoznavanje ljudi otroci začutijo že zelo zgodaj. Se pa moramo mi kot starši potem z vsemi nivoji, ki jih pač nek tak otrok ima, ukvarjati. Se pravi, z vrtcem, s centrom za socialno delo, z vsako trgovino, z vsako gostilno, z vsakim sladoledom, z vsako zadevo in to seveda otroci čutijo in starši imamo tle dodatne izzive. Kaj je osnovni namen obstoja, delovanja društva Atopijski dermatitis? Se pravi, imam 4 otroke in moj 3. otrok je bil tisti, ki je nekako prvi v naši družini dobil diagnozo atopijski dermatitis in že zelo hitro potem, ko smo zapustili prostore dermatološke klinike, smo ugotovili, da v bistvu je to res način življenja in da bomo potrebovali nekaj več. Iskali smo podporo, nekoga, ki razume, vse ni to zdaj toliko bila pogosta bolezen, da bi jo imel kar vsak ta drug, oziroma mi nismo poznali nikogar. Potem, ko se je rodil še 4. otrok, ki se je potem izkazalo, da ima iste težave, smo še zmeraj iskali neko podporo, pomoč, nekoga nekaj in ni bilo in potem smo v bistvu čisto iz neke šale po navdihu, v smislu, se imate veliko časa, pa siguren pri svojih 4 otrocih, kaj pa če bi vi društvo odprli? To je bil predlog v šali ene dermatologinje, ki je sicer zdaj že v penziji v glavnem. Pa smo potem v bistvu pomislili, da zakaj pa ne. Tako da iz tega je nastala čist ideja, potem pa se je to razvilo zelo v poslanstvo. Tako da osnovni namen
je bil to, da se nihče več ne bi počutil tako, kot smo se mi. Se pravi, sami v tem, da ne moremo do nobenih informacij, da v bistvu smo prepuščeni samo tistim nekaj pregledom zdravnikov na leto, vse ostalo pa si izgubljen in sam in tako, da smo v bistvu se namenjali ustvariti neko skupnost ljudi, ki razumejo in ki si seveda medsebojno tudi pomagajo. Tako da osnova je res podpora, vse ostalo je pa nekako potem prišlo s časom. Kdaj in kako se pacienti in vsi, ki bi želeli, lahko obrnejo na vas? V svetu današnje tehnologije in vsega tega smo tudi vsi dostopni tako zelo ves čas, da rečem. Načeloma nas lahko najdejo na internetu, Društvo atopijski dermatitis, vsi podatki so tam, se pravi ali preko maila ali preko socialnih omrežij, lahko tudi preko telefona. Kdaj? V bistvu, kadar želijo, oziroma v smislu, kadar to potrebujejo. Se pravi, ali potrebujejo kakšno informacijo, ali potrebujejo nekoga za jokati, jaz temu pravim, se pravi nekoga, ki pač razume in ki jih je pripravljen poslušati, mogoče še kaj pametnega svetovati, da tako rečem. Ko potrebujejo neko, v smislu, ko iščejo nego, pa pač ne vejo, kaj še bi, ali podatek, kaj še vse obstaja za nego take kože, ali pa mogoče tudi kakšne vzorčke in kakšno kremo, ki bi jim bila lahko v pomoč. Tudi to imamo, sodelujemo z veliko podjetij, pa potem lahko mogoče pomagamo, da se vsaj stestira, preden se kupi, ker so to pač finančno zelo veliki zalogaji. Tako da, kadarkoli imajo občutek, da potrebujejo neko dodatno nekaj, karkoli že to je, takrat. Bliža se svetovni dan atopijskega dermatitisa. Kakšne dejavnosti ste pripravili in komu so namenjene? Ja, zdaj že nekaj let, vsako leto, v bistvu 14. septembra, obeležujemo svetovni dan. To pomeni, da se v nekem osnovnem sporočilu uskladimo tudi z drugimi državami po svetu. Mi smo letos na 17. septembra, to je na soboto, pripravili v bistvu dogajanje na Debelem rtiču. Se pravi, otroci do 18. leta so upravičeni do zdravljenja na Debelem rtiču v zdravilišču, zato smo se odločili tudi za to lokacijo, ker z njimi tudi sodelujemo. Pripravili smo pa res veliko enih, da rečem, vidikov. Se pravi, imeli bomo dva dermatologa, ki bosta govorila o negi, o zdravljenju, potem tudi dermatološko posvetovalnico, ki je nekako novost, se pravi, vemo, da so čakalne dobe dolge, pa potem bi radi dali priložnost, da mogoče vprašajo dermatologa kaj 1 na 1. Imeli bomo tudi okroglo mizo, vedno je zanimivo videti, kako vidijo ene stvari zdravniki, pa kako jih mogoče vidimo pacienti. Želimo si predvsem izboljšati komunikacijo. Kakšna so vaša pričakovanja in želje ob tem dnevu in za naprej? Moram reči, da že v teh 7,5, 8 letih, odkar smo mi v tem, se je v bistvu veliko spremenilo na bolje. Skozi bolj se pač prepoznava atopijski dermatitis kot ne samo kožno bolezen, ampak nekaj bolj resnega. Tudi pač pridružene so velike alergije, mnogo več je raznih diet, kar pomeni, da tudi ljudje vejo več o tem. Tako da neka prepoznavnost se že kaže, bi si pa v prihodnje želeli predvsem ta premik iz tega, da to ni izbira. To so zdravstveno resne stvari, to nismo zdaj mi starši, ki kompliciramo, pa bi radi otroka imeli na ne vem kakšni dieti. Zadeva je resna. Neko določeno živilo, ki je za večino ljudi lahko ok, takim otrokom lahko povzroča resne zdravstvene težave. Tako da jaz vidim, upam in si želim, da se to nekako premakne v to, mogoče pa le ne gre za sitne starše, ampak za nekaj konkretnega. Veliko novih zdravil prihaja, jih je že prišlo, tako da tudi na področju zdravljenja mogoče še nekaj let nazaj ni bilo zares nič konkretnega, pa se to zdaj premika. Tako da jaz vidim eno svetlo prihodnost, zares enih možnosti, ki jih do zdaj ni bilo. Si pa želim več strpnosti, to bi bila moja želja, da mogoče preden kdorkoli, karkoli se odloči obsoditi in tako, da se mogoče vpraša zakaj ali pa kaj je v ozadju, tako kot seveda velja za atopijski dermatitis, alergije ali pa kakšno drugačno. Podatki kažejo, da ima atopijski dermatitis kar 15 do 20% otrok in kar 3 do 10% odraslih. Natančnih vzrokov za nastanek bolezni še ne poznamo. Jasno pa je, da igrajo vlogo tako genetski dejavniki kot vplivi iz okolja. Vsaka bolezen v nas prebuja vprašanja, ki jih pogosto spremlja naš strah. Prav je, da na ta vprašanja odgovorijo zdravniki specialisti.
A prav pridejo tudi nasveti staršev ali društva, ki se ukvarja s to problematiko.